Dobrodošli nazaj v odmeve naše diplomacije, kjer je scenaristična soba resnično izgubila rdečo nit neumne telenovele, znane kot geopolitika na zemlji. Vse to medtem, ko razprava o pomembni težavi, s katero se bo Iran kmalu soočil, ostaja v ozadju. Čeprav se to navezuje na strategijo, ki jo Ukrajina proti Rusiji uporablja že večji del leta. Čeprav to pomaga razložiti, zakaj Združene države niso ponovno začele vojaških operacij proti Iranu, in čeprav bo to imelo dolgotrajne učinke na svetovne naftne trge. Da, Združene države in Iran bi se morali še enkrat pogajati v Pakistanu. Toda potem nihče ni nikoli ukrcal na letalo, da bi dejansko imel te pogovore. In potem je Trump napovedal, da pogajanj ne bo in da se bo kombinacija premirja in blokade za zdaj nadaljevala. Nažalost, velik del pripovedi o tem, kaj se je zgodilo v zadnjem tednu, spregleda problem, ki povzroča nadaljevanje konflikta. Zdi se, da se pozornost osredotoča na zamenjavo simptoma bolezni z boleznijo samo. Vojna se ne nadaljuje zaradi različnih groženj, ki jih strani izrekajo na družbenih omrežjih in prek bolj tradicionalnih kanalov. Vojna se ne nadaljuje, zato ker strani ne zaupajo pogajalskemu procesu. Vojna se ne nadaljuje, zato ker bi strani zavračale srečanje v Pakistanu za pogajanja o rešitvi. Pravzaprav se vse to dogaja zato, ker ni rešitve, ki bi jo bili obe strani pripravljeni sprejeti, glede na to, kar verjameta v situaciji. In ko prenehamo zapravljati čas z vsakurnimi besednimi grožnjami, ter začnemo sprejemati, da je tudi to, da se ne pogajamo, pravzaprav oblika pogajanja, bi morda potem razumeli, kaj se pravzaprav dogaja, vsaj v enem kotičku sveta kaosa, v katerem trenutno živimo. Torej, da vam na kratko predstavim, kam gremo danes, bomo začeli s pregledom tega, kar vemo, da se je zgodilo v zadnjem tednu ali dveh. Nato bomo prešli na bolj špekulativno plat dogajanja in poskušali razumeti, kaj se dogaja z napetostmi v pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom. Na koncu bomo razpravljali o pomembnem vprašanju, s katerim se bo Iran kmalu moral soočiti, in kaj to pomeni za vojno v širšem smislu. Ampak poglejmo za trenutek širšo sliko in se pogovorimo o dejstvih, ki jih lahko opazimo glede dogajanja. Vojna še ni končana. In s tem ne mislim v nekem tehničnem smislu, kjer premirje ni uradni konec konflikta. S tem ne mislim v pravnem smislu, kjer je blokada vojno dejanje. Mislim, da je vojna, nasplošno gledano, drag proces, s katerim dva akterja rešujeta nek politični spor. V primerjavi z 2 tednoma nazaj smo tradicionalni vojni proces smrti in uničenja zamenjali s čisto ekonomsko prisilo. A na koncu je to še vedno drag proces, ki bo privedel do nekega političnega izida. Ali če parafraziram Clausewitza, so ekonomske sankcije vojna z drugimi sredstvi. Natančneje, ta proces trenutno pomeni bolj ali manj zamrznitev prometa skozi Hormuško ožino. Na ameriški strani gre za blokado prometa, ki vstopa in izstopa iz iranskih pristanišč. In tehnično gledano je blokada bližje Omanu, kar je pomembno omeniti naslednjič, ko boste videli iranske dezinformacije o številu ladij, ki so prečkale ožino. Tehnično gledano jih je veliko. In čeprav je tehnična pravilnost najboljša oblika pravilnosti, to ekonomsko nima pomena, če ne morejo pobegniti iz širše regije Perzijskega zaliva. Na iranski strani gre za grožnjo, da bodo streljali na ladje, ki prečkajo ožino, ne da bi plačala neko vrsto zaščitnine, čeprav pravila tam niso posebej jasna. Poleg tega, Iran aktivno strelja na plovila in jih zadržuje. Dovolj je reči, da je, karkoli se tam dogaja, situacija popoln kaos. Ko je Donald Trump napovedal, da bo premirje kljub odpovedanim pogovorom v Islamabadu še naprej veljalo, in so nekateri oddahnili, mislim, da je bila priljubljena fraza, da je bil to Taco Tuesday, je bil moj odziv nekoliko bolj mlačen. Premirje? Morda. Še posebej z vidika civilistov v širši zalivski regiji. Premirje za svetovno gospodarstvo. Ne ravno. Veš, nazadnje, ko smo neposredno spremljali novice o Iranu, je Trump pravkar napovedoval blokado. Omenil sem, da je možno, da bodo trgi na razglasitev odreagirali pozitivno, saj bi dodatni pritisk prisilil Iran v težak položaj, kar bi lahko privedlo do hitrejšega konca sovražnosti. No, trg je res odreagiral na tak način. Iran pa ni.
Trg je temu ustrezno popravil svojo oceno in cene nafte so se ponovno zvišale. In to povzame, kje smo trenutno. Zdaj se lahko posvetimo razumevanju, zakaj se vse to dogaja. In kratek odgovor je, da, kolikor lahko vidim, strani nimata skupne vizije, kaj bi se zgodilo, če bi še naprej igrali to igro. Zdelo se je, da temu ni bilo tako še pred nekaj dnevi. Po prvem zapletu primirja, ko je Izrael nadaljeval operacije v Libanonu, se je zdelo, da je Netanjahujeva druga fronta glavni razlog za ustavitev. Če bi se to končalo, bi se ožina znova odprla in vse bi se vrnilo v približno normalno stanje. Seveda bi natančne podrobnosti še vedno zahtevale veliko časa za dogovor. To še posebej velja za tehnične teme, kot je iranski jedrski program. Kako nadomestiti izgube, ki bi jih Iran utrpel na povsem civilnem področju, katere tretje strani bi lahko omogočile nadaljevanje delovanja njegovih elektrarn in tako naprej. Toda ker sta se obe strani strinjali glede ključnih vprašanj, bi se svetovno gospodarstvo lahko vrnilo v normalno stanje, medtem ko bi diplomati opravljali svoje diplomatsko delo v Islamabadu in drugod. Videti je bilo, da so se stvari začele lomiti, je bilo v nedeljo, ko je Donald Trump napovedal, da bo Iran ponovno odprl ožino, Združene države pa bodo nadaljevale blokado ladij, ki vstopajo v iranska pristanišča, dokler ne bo v torek pripravljen podrobnejši dogovor. Ni jasno, ali je Iran sploh kdaj pristal na to. Prav tako kot ni jasno, kdo bi sploh sprejel to odločitev v Teheranu. Kakorkoli že, Iran je ta dogovor hitro zavrnil in še naprej uveljavljal, kakorkoli že želite temu reči, zaprtje ožine. Zato smo prišli do mrtve točke, kjer se zdi, da obe strani verjameta, da lahko zdržita dlje od druge, zato so smiselna pogajanja o bolj tehničnih vprašanjih, kot je jedrska proliferacija, nesmiselna. Pomanjkanje pogajanj, ki potekajo v Pakistanu, je torej oblika pogajanj z drugimi sredstvi. Zadrževanje dogovora in prenašanje stroškov na tej poti je verodostojen signal odločnosti te strani in lahko sčasoma utira pot za dogovor kasneje. Najbolj zanimiv razvoj, ki smo ga tukaj doslej videli, je Trumpovo popolno neupoštevanje ameriškega javnega mnenja o tej zadevi. Vojna je bila od začetka nepriljubljena, vendar so dejanja Bele hiše v prvem mesecu in nekaj šla na roko volivcem, saj so skušali čim bolj zmanjšati motnje na energetskih trgih. To je bila kar zahtevna naloga, saj je glavno dogajanje privedlo do zaprtja hormuške ožine. Kljub temu je kriza cenovne dostopnosti močno vplivala na odločitve administracije. Če preskočimo na začetek ameriške protiblokade, je Bela hiša tem skrbem namenila precej manj pozornosti. Zanimivo vprašanje je, zakaj je te zaskrbljenosti tako malo? Morda je razlog v tem, da ga kot predsednika v izteku mandata to resnično ne zanima. Morda misli, da bo to na koncu delovalo in da se bodo privrženci MAGA s časoma vrnili k njemu. Morda ima korist od tega, da sta pozornost kongresa in medijev preusmerjeni od drugega nabora dokumentov. Ali pa morda samo kaže moč, ki je v resnici nima. Kakorkoli že, Trumpovo novo stališče je Združenim državam dalo nov gospodarski vzvod proti Iranu. Vendar pa del, ali morda samo kaže moč, prav tako v Teheranu odpira vprašanja, ali je ta načrt vzdržen, oziroma ali gre manj za scenarij, v katerem Trump vedno stisne rep med noge, in bolj za takega, v katerem to stori šele na koncu. Trump na koncu popusti. Spet je edini način, da ugotovimo resnico, ta, da Trumpa prisilimo, da plača stroške povezane z nadaljevanjem gospodarskega konflikta. Težava za Iran je v tem, da je tudi za državo medtem drago, če poskuša ugotoviti resnico. In to nas pripelje do naše zadnje točke za danes, ki se nanaša prav na vrste stroškov, ki jih bo moral Iran nositi, da bi prišel do teh manjkajočih informacij. Za odgovor se moramo vrniti na otok Karg, središče iranske izvozne naftne industrije, kjer so nekateri civilni deli otoka morali prepustiti prostor veliko pomembnejši naftni infrastrukturi. In tokrat sploh ne govorimo o vojaških možnostih, ki jih imajo Združene države Amerike tam na voljo. V normalnih okoliščinah Iran črpa nafto na otok Karg, kjer so vode dovolj globoke, da se lahko ogromni tankerji napolnijo in odplujejo. Kot taka druga ekonomsko učinkovita operacija, tudi Iran nima veliko presežnih skladišč za surovo nafto. Vse, kar samo stoji v skladiščnem rezervoarju, je kot denar, ki leži pod žimnico. In ko govorimo o milijardah dolarjev, res želite, da je vaš denar investiran ali pa vsaj prinaša obresti?
Iran ima seveda nekaj skladiščnih zmogljivosti, ker mora blažiti posledice naključnih incidentov, ki se lahko pojavijo, če pride do nesreče z enim ali dvema tankerjema. Česar Iran ne more obvladati, je sistemska težava, ki prizadene vse tankerje hkrati. Recimo, blokada ožine. Kot vse drugo v vojni, tudi tukaj ni jasno, koliko časa ima Iran še na voljo, preden mu zmanjka skladiščnih zmogljivosti. Bela hiša obravnava ta problem kot vprašanje dni. Zunanji analitiki menijo, da ima Iran na voljo približno 2 tedna. Ironično pa je, da Trump ne uporablja dvotedenskega roka za nekaj, kar dejansko ima dvotedenski rok. Ne glede na časovni okvir, je problem globlji od tega, da ima Iran preveč nafte. Gre za to, da boste morali začeti zapirati vrtine, da ustavite pretok. Nažalost, jih ne morete preprosto vklopiti ali izklopiti s pritiskom na stikalo. Zaprta vrtina potrebuje čas, da jo ponovno zaženejo, kar pomeni, da bo neuspeh pri doseganju dogovora v tem dvotedenskem obdobju imel dolgoročne posledice, tako za iransko blagajno, kot za širši energetski trg. Morda se spomnite, da je bil to podoben načrt, kot ga je Ukrajina imela za blokado ruske nafte pred približno 8 meseci. Zaprite ruske rafinerije in izkoristite naravno pomanjkanje tankerjev iz senčne flote, da bi ruske vrtine ostale brez možnosti odpreme. Zdaj opazujemo strategijo, ki izključno cilja na izvozni del industrije. To lahko pomaga pojasniti, zakaj se Združene države niso znova podale v neposredni vojaški spopad po izteku začetnega dvotedenskega premirja. Najnovejša poročila še naprej kažejo, da so ameriške zaloge izčrpane. Polovica patriotov in tadov je izginila, prav tako 30% Tomahawkov. Zakaj bi torej poslali še en Tomahawk na tarčo blizu Teherana, če jih lahko namesto tega izčrpaš do konca? Ali pa je to vsaj možnost, ki jo Bela hiša trenutno želi preizkusiti? Naslednjič, ko bi lahko dobili pomembne nove informacije, bo malo po tem dvotedenskem mejniku, ko bo Iran moral ugotoviti, kako bo prenesel pomemben nov vir stroškov. Vem, da vrstice v preglednicah morda niso tako vznemirljive kot črte na zemljevidih, vendar prav tja vodi vojna. In to morda tudi ne bo konec vsega. Če se Iran ne bo mogel dolgo vzdrževati, bo Trumpova administracija na novi prelomnici glede tega, ali naj ponovno sproži neposredne vojaške akcije. In pripravite se na dodatne nemire, ki bodo nastali, ko bo objavil na True Social in vprašal, kje je evropska podpora. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ta vojna se še vedno nadaljuje, tudi če se strani ne borijo več z bombami. Obstaja jasna razlika v mnenju o tem, kdo lahko zdrži dlje, kar pomaga razložiti, zakaj se vojna nadaljuje z drugimi sredstvi. In kar moramo zdaj spremljati, je, kako bo Iran ravnal, ko se bodo njegove naftni rezervoarji začele prelivati. Ko že govorimo o prelivanju, tudi moj seznam predvajanja z vprašanji o širši sliki je že skoraj poln do roba. Vsaka traja 58 minut in je izključno osredotočena na temo, ki jo je predlagal gledalec. Poglejte si jo. Če vam je bil današnji video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Srečno!